Ko srečamo človeka, si nekako vedno ustvarimo eno podobo o njemu. Ko recimo preberemo o človeku še določene informacije, določene podatke, si tudi na osnovi tega ustvarimo nekakšno drugo mogoče podobo ali pa razširjeno podobo, ne. Ampak vedno mi je zanimivo potem, ko človeka spoznaš, ko vidiš še ta tretjo plat recimo, ki običajno v določenih kontekstih ne vidiš. In zato mi je ful fajn recimo, da dam priložnost, ne, da mi na krajini kar vi poveste, kako vi sami sebe vidite in vi sami sebe doživljate. V prvi vrsti se mi zdi to za vsakogar, ko dobi to vprašanje, mogoče najbolj izzivalno, najbolj kompleksno vprašanje. Vsekakor pa zase lahko rečem, da sem nekdo, ki se ukvarja natanko s temi vprašanji, z vprašanji, kdo smo. In to moje delo se povezuje z dvema področjema, s katerimi se ukvarjam, se pravi z lakanovsko psihoanalizo, in pa filozofijo. Iskanje odgovora na vprašanje, kdo smo, se mi zdi, da je to celoživljenjski proces. To je projekt celoživljenjske narave, ker vedno se pojavijo, se mi zdi, novi odgovori in tudi nova vprašanja. Drži. Seveda pa tudi vsako vprašanje, teži k temu, da dobiva neke odgovore, mogoče včasih tudi bolj konstantne, recimo v smislu ljubezni, ljubezenske izbire, v smislu tega, kaj počnemo, kaj so naši interesi. Se pravi, da tudi odgovori, ki sicer so po strukturi neskončni, težijo pravzaprav k temu, da damo mogoče včasih neko piko na i, oziroma da sebi na nek način mogoče osmislimo in svoje bivanje, svoje želje, svoj užitek in tako naprej. Znano je, da v trenutkih, ko se znajdemo v težavah, v trenutkih, ko smo recimo zmedeni, ko ne vemo nekako, česa bi se oprijeli, gremo brati stare tekste, gremo brati tiste klasične grške stare tekste, kjer nekako se mi zdi, da iščemo po eni strani odgovore na vprašanja, kaj se nam pravzaprav dogaja, kje smo in kaj lahko iz tega dejansko naredimo, torej kaj je tisto, kar nas čaka. Na eni strani torej razumevanje situacije, na drugi strani pa kaj lahko pričakujemo. Nekateri eksistencialistični filozofi ali pa psihoterapevti, mogoče tudi nekateri psihoanalitiki bi rekli, da je človek predvsem bitje smisla. In da vedno zato išče smisel, išče interpretacije v drugih, se pravi drugih ljudeh, drugih avtorjih, drugih mislecih, v dogodkih zgodovine in tako dalje. Se pravi, da v tem smislu, v tem iskanju na nek način išče oporo. Oporo, ki jo pravzaprav potrebuje v nekih trenutkih, v lakanovski psihoanalizi bi rekli srečanja z realnim, se pravi z nekim občutkom nesmisla, dezorientacije in tako dalje. In vsekakor so stari teksti, grške filozofije, klasične filozofije, nekaj, kar nam seveda vedno lahko govori tudi o aktualnem času. Zato so klasični, zato so preživeli. Obstajajo neka vprašanja, ki se jih človeštvo od samega začetka postavlja. In pravzaprav so to tiste teme, ki so neizčrpne in h katerim se lahko na ta način vedno znova in znova vračamo. Seveda pa je glavno vprašanje mogoče predvsem to, na kakšen način v prihodnosti kreirati smisel. Oziroma še bolj pomembno od iskanja starega smisla, kako ustvarjamo nove pomene. Drugačne poglede na svet, drugačnega sebe mogoče na nek način tudi. Ker to je tisto gonilo razvoja in nenazadnje tudi gonilo mišljenja. Se pravi, kako prekinemo z nekimi določenimi smisli, ki so bili v preteklosti, in poiščemo nekaj novega za prihodnost. Leto 2020 bo vsekakor nekako, se mi zdi, ostalo v spominu ljudem po koronavirusu. Po krizi, ki je nastala, po zmedi, po negotovosti, po občutku izgube tiste varnosti. Tako nekako imam občutek, da se bo usidralo to leto v našem spominu. Je kakšen tekst, v katerem bi lahko našli neke vrste navdih, kakšen klasičen tekst, ali pa kakšen avtor, ki vam je blizu, na osnovi katerega bi mogoče to situacijo lahko tudi lažje razumeli in potem izhajali iz tega za naprej. Torej, izhajamo iz nečesa starega in dodamo ravno z vprašanji nekaj novega in s tem naredimo en korak naprej.
Francoski psihoanalitik Jacques Lacan je rekel, vsakdo je mali filozof. Se pravi, vsakdo filozofira. Vsak analizant, ki vam pride v analizo, filozofira na enak način, kot so pravzaprav filozofirali klasični misleci ali pa tisti, ki jih pravzaprav študiramo v kakšnih učbenikih, mišljenje in tako dalje. Seveda inspiracij, kako poiskati smisel, je vedno veliko. Obstaja cela hiperprodukcija smisla, od religioznega, od znanstvenega, terapevtskega in tako dalje. Veliko vprašanje pa je pravzaprav, kakšen smisel vsakdo pridodaja neki tovrstni situaciji, kot se je zgodila letos. Veliko se seveda govori o tem, da je nastopila neka nova negotovost, nove travme, neka nova tesnoba. Manj pa se morda poudarja to, da pravzaprav ves čas živimo v obdobju neke krize. In da je to mogoče samo nek drugačen način soočanja z tem realnim, se pravi neko novo, drugačno realno, ki je pravzaprav skozi to vzniknilo. In seveda se znotraj tega pojavlja potem iskanje tega določenega okvira. Jaz bi mogoče bolj stavila na to, da pravzaprav je to trenutek, kjer vsakdo, izhajajoč iz svoje lastne subjektivne zgodovine, poskuša najti to svojo interpretacijo. Seveda, kar se avtorjev, ki so meni blizu, tiče, mene, bom rekla, v zadnjih letih izjemno inspirirajo besedila italijanskega lakanovskega psihoanalitika Massima Recalcatija in pa seveda drugih psihoanalitikov te orientacije, ki v prepletu filozofije in, kot sem še rekla, same psihoanalitične klinike lahko mogoče ponudijo zelo inovativne, zelo pomembne odgovore na ta vprašanja. Ker ena izmed prednosti psihoanalize je tudi ta, da vsaj kakor jaz sem jo uspela razumeti, prepričana sem, da bo marsikomu vaš odgovor v pomoč, da pravzaprav si sploh znamo predstavljati, kaj psihoanaliza je, torej na kakšen način sploh psihoanaliza deluje, ker prepričana sem, da tudi glede na vašo strokovno izobrazbo, marsikateri dogodek, marsikatero situacijo, tudi znotraj tega gledišča razumete, vidite in dojemate. Torej, ne vem, pogled recimo filozofa je en pogled, pogled recimo slavista bi gledal na, ne vem, sodobno dogajanje s svojimi očmi, ne. Kako pa recimo pogled psihoanalize, kakšen je pogled psihoanalize na današnje stanje oziroma na stanje v času koronavirusa? Že nekje pri Freudu se je pojavil nek določen odgovor na to, kaj pravzaprav človek vedno lahko razume, ne. Zelo lepo se izpostavlja, da vsakdo v nekem tem svojem okviru, svoje želje, svojega interesa razume stvari. In že Freud je rekel, da k realnosti pristopamo z aparati užitka, se pravi, da na koncu razumemo samo pravzaprav svoje fantazme, ki jih projiciramo na neko situacijo. Psihoanaliza se pravzaprav od tega razlikuje. Razlikuje se po tem, da ne dodaja nekega presežnega smisla, ampak pravzaprav ta smisel, ki je največkrat vzrok bolečine, vzrok tesnobe, pravzaprav spodbije. In v tem se psihoanaliza v bistvu razlikuje od diskurza filozofije, od področij vednosti in v veliki meri tudi od drugih področij psihoterapije, psihiatrije zlasti, pa tudi nenazadnje postfreudovstva. Se pravi, da ne nastopa iz te pozicije gospodarja, kjer predstavi univerzalni smisel, ki se ga potem drugi držijo, se pravi, to bi bila neka religiozna pozicija, ampak da pravzaprav gre v smeri singularnosti, lastnega razumevanja in nenazadnje spodbijanja tega smisla, ki, kot sem rekla, je največkrat lahko izrazito toksičen. Ker pri psihoanalizi je tudi zanimivo, da dopušča možnost posamezniku za njegovo resnico. Torej ne skuša vsiliti neke resnice, ampak dopušča možnost, da vsak živi svojo resnico in znotraj tega skuša nekako na dan privleči to, kaj nekdo je, oziroma da se nekaj na temu tudi naredi, ukolikor ni več funkcionalno za življenje. Sjajno ste to povedala. Jaz bi rekla, da je to mogoče najlepši odgovor tudi na vprašanje, zakaj se je psihoanaliza tako pozno v Sloveniji pojavila.
Se pravi, ali je slovenski prostor naklonjen singularnim posamičnim zgodbam, temu, da ima vsakdo svojo lastno resnico. Ali smo vedno pravzaprav v nekem kontekstu občih resnic, pravzaprav neke polarizacije politik, velikih zgodb drugih in tako naprej. Se pravi, ali imamo pravico do lastne resnice. To je veliko slovensko vprašanje in povezano s tem, zakaj psihoanalize tako dolgo ni bilo, se pravi, analitičnega diskurza. In pravzaprav vaš odgovor to, kot sem rekla, fenomenalno pojasnjuje, zato ker gre za mesto resnice, za mesto resnice želje, vsakogar posebej, ki ne more biti enaka, kot je pravzaprav želja drugega ali pa resnica drugega. Če dava recimo konkreten primer, že uporaba izrazov, torej kakšne izraze uporabljamo za katere stvari, ker se mi zdi, da psihoanaliza je glede tega zelo eksaktna in se mi zdi, da z pojmovanjem se vnaša tudi nekakšen red v kaos, ki je. Torej, ko stvar imenujemo z imenom, ki priteče, vemo, o čemu se pogovarjamo. Ampak zdi se mi, da recimo ljudje danes zelo ne dajo prave vrednosti besedam, ki jih uporabljajo. Se mi zdi, da so enostavno besede izgubile tisto pravo vrednost in pomen, da so vržene tja v en dan, brez da bi nekako se res zavedalo, kaj besede sabo nosijo, ker nosijo tudi doživljanje posameznika. Absolutno drži. Nek pad moči besede je pravzaprav paralelen z nekimi družbenimi spremembami in s časom, v katerem živimo. Kjer, kot ste rekli, pravzaprav beseda ne zavezuje, ne obvezuje na način, kot je mogoče v preteklosti. Se pravi, da je ta imperativ, zakon besede spodkopan. Ne verjamemo več besedam. Velik problem je, ali se držimo dogovorov, ali spoštujemo pravzaprav to simbolno dimenzijo govora in tako dalje. Včasih, recimo v preteklosti, je bila beseda zavezujoča, tudi zato, ker je bilo razmerje do drugega sočloveka zavezujoče. Danes pa pravzaprav obstaja nek krah družbene vezi in s tem pravzaprav tudi krah smisla oziroma obveznosti, odgovornosti do besede. Beseda jasno ima ta terapevtski efekt, ko o nečem spregovorimo, prekrijemo pravzaprav neko to realno simbolnim, kar vsekakor lahko prinese neko olajšanje, neko osvoboditev in tako dalje. V filozofiji je znan ta veliki izraz, meje mojega jezika so meje mojega sveta. Se pravi, da pravzaprav širši, kot so te horizonti inovativnosti besede, večja je pravzaprav tudi neka dinamičnost mišljenja, pa tudi kreacija pravzaprav naše subjektivnosti, naš samih načina, kako razumemo svet, sebe in druge. Če se ne motim, mislim, da je Heidegger o tem opisal, da s tem, ko stvar poimenujemo, s tem, ko ena stvar dobi eno ime, začne za nas tudi dejansko pol obstajati. Torej, zdaj ima neko realnost za nas. Ja, to vprašanje je v filozofiji pravzaprav prisotno od začetka, tako kot nenazadnje v teologiji, ne? Če rečemo, na začetku je bila beseda. Se pravi, prvi nek filozofski tekst oziroma veliko vprašanje tega, kaj je smisel v življenju in tako dalje. Jasno, mislim, človek je bitje govora in razlikuje se, pravzaprav njegova specifičnost je, da govori in s tem živi v nekem svetu simbolnega, v abstraktnem svetu. Svetu, ki ga pravzaprav lahko na ta način ustvarja vsak dan, ves čas. Recimo v psihoanalitični kliniki vidimo lahko ta fenomen zelo jasno, da nekdo trpi zaradi nečesa, kar se realno ni zgodilo, ampak je samo v njegovih besedah, njenih besedah imelo določen smisel. In obratno, se pravi, lahko se zgodi nekaj zelo travmatičnega, pa ne najdemo besed. Ne najdemo smisla, ne najdemo tiste reči, s katero bi to poimenovali. Izjemno zanimiva stvar, ki se je zgodila vse v tem času, kar je mene zelo tako presenetilo, je, da recimo nekdo da obljubo, nekdo da besedo, da bo nekaj naredil. Pa govoriva čisto na splošno. In recimo prelomi obljubo, ne?
Ampak to je nekaj, kar je v vsakdanjem življenju se dogaja, vsakemu izmed nas, ali na eni ali na drugi strani. Ampak zanimiv je bil ta fenomen, da recimo tisti, ki so na oblasti, ki vladajo, v primeru recimo, da nekako obljubo vzamejo nazaj, reakcija ljudi, torej nekaj, kar je del vsakdanjega življenja, kar je del našega vsakdanjega življenja, jemljemo na en način, ko pa to isto stvar naredi nekdo drug, je pa čisto drugačna percepcija tega. In to mi je bila zelo fascinantna ta razlika. Torej, ni nekaj to edinstvenega, nekaj, kar se je zgodilo prvič v zgodovini, se nikoli več ne bo ponovilo, nikoli prej se ni zgodilo, ampak zakaj recimo v takem primeru doživljamo na tak drugačen način to isto stvar? Ja, človek vedno sebi dopušča marsikaj, kar ne dopušča drugemu. In sebi vedno oprostimo marsikaj, kar drugemu niti slučajno ne bi. Seveda je vprašanje tega, kakšno je naše razmerje do drugega, v veliki meri odvisno do nenazadnje percepcije tudi svojih lastnih dejanj in razumevanja svojega lastnega mesta. Seveda pa politika, po drugi strani ima drugačno vlogo, zato ker jo ljudje razumejo pravzaprav kot neko zastopstvo njih samih. In ne gre samo za neko neposredno razmerje do drugega, ampak do tega diskurza, s katerim so ljudje povezani, s katerim razumejo, da je njihovo lastno življenje povezano, da nekdo o njih odloča, morda celo. Tako da neka senzibilnost, občutljivost na to, ali se v politiki ljudje držijo obljub ali ne, je pravzaprav pravilna. Seveda pa je vprašanje, na kakšen način se ljudje tudi množično potem na to odzovejo. Se pravi, odgovornost politika ima, seveda ima pa tudi vsak posameznik odgovornost znotraj tega. Se pravi, da kritična misel ima vedno dva konca, če rečemo na ta način. Ne gre samo za kritiko drugega, za kritiko oblastništva, zastopništva, predstavništva in tako dalje, ampak smo pravzaprav sami do vratu vpleteni v to. In imamo tudi moč nenazadnje, da to spreminjamo. Beseda odgovornost. Ta beseda mi je izjemno všeč, ker se mi zdi, da tudi z odgovornostjo pride tudi moč zraven na en način. Torej, jaz s tem, ko nekaj naredim ali pa nekaj ne naredim, kajti tudi nereakcija je reakcija, ne odgovor je odgovor. Seveda, zdi se mi, da morda včasih celo močnejši. Tako, in zdi se mi, da nekako ljudje v vsakdanjem življenju pozabljamo mogoče tisto besedo odgovornost, ki jo imamo do lastnega življenja najprej. Da se mogoče kdaj preveč ukvarjamo z drugimi stvarmi, namesto da bi se bolj posvetili temu, kar jaz lahko zase, za svoje življenje naredim. Tudi recimo razmerje do odgovornosti je zanimivo mogoče v aktualnem času, predvsem pa v slovenskem prostoru. Kjer pravzaprav odgovornost za svoje lastno življenje, odgovornost za svojo pozicijo je bila percipirana na nek drugačen način. Slovenski prostor je zgodovinsko obeležen mogoče s tem, da je bila odgovornost na drugem. Seveda pa potem, če gledamo nek ta razvoj, tudi nekih zgodovinskih dogodkov, vidimo v zadnjih 20-30 letih porast kontrapunkta, morda, na videz se mogoče zdi, da je kontrapunkt temu terminu odgovornost, in to je svoboda. In v Sloveniji je izrazit ta občutek pravzaprav, da sebi dopuščamo to neko neizmerno svobodo, in ta, bomo rekli, element odgovornosti pa se ne razume pravzaprav v tem kontekstu. Se pravi, da je neko to odločilno razmerje med svobodo in odgovornostjo, bomo rekli, povsem v nekem kulturnem kontekstu, v kulturnem smislu, zanimivo za Slovenijo. Ker svoboda v tem smislu ni nikoli, da rečemo na ta način, brez elementa odgovornosti. Vedno imamo svobodo, ampak naša svoboda ima neko mejo in to je svoboda drugega, in tukaj nastopi ta točka odgovornosti. Se pravi, v našem odnosu do drugega in s tem posledično do sebe. Ker recimo nek fenomen,
ki se pojavlja, tukaj citiram lakanovskega psihoanalitičarja Massima Recalcatija, je predvsem problematizacija tega razumevanja svobode kot, bomo rekli, divje svobode. Nekega divjega liberalizma, kjer pravzaprav ne potrebujemo nobene odgovornosti. Kot da pravzaprav svoboda sama v sebi, kot da njen vrh ni pravzaprav odgovornost do drugega. Neka solidarnost, ki znotraj tega nastopa. Ker recimo, če pogledava vi kot poliglotka, ker obvladate veliko jezikov, ravno preko jezika se spoznavajo tudi različne kulture, različne tradicije, različni konteksti, različni načini življenja in tudi različni načini spopadanja s stvarmi, vezani seveda tudi na zgodovino, na preteklost. In mogoče tudi znotraj tega lažje razumemo, zakaj danes, ne glede na to, da je recimo koronavirus prizadel cel svet, so se različne države, različne nacije odzvale in tudi mogoče doživljale to na čisto samosvoj način. Vsekakor. Materni jezik, se pravi ta gramatični jezik, jezik, v katerega smo rojeni, ki se ga naučimo, nas izrazito formira. Narekuje pravzaprav naše razumevanje sveta, kako stvari obstajajo, kako jih lahko razumemo, kako jih ne smemo razumeti in tako naprej. Se pravi, v samem jeziku, jaz velikokrat rečem, če se ne bi z psihoanalizo ali pa filozofijo ukvarjala, bi se z etimologijo. Ker mi je pravzaprav fascinantna veda, pravzaprav zgodovina besed. Kako besede, ki jih uporabljamo danes, kakšno zgodovino imajo, pravzaprav odkod izhajajo, kaj s seboj pravzaprav nosijo. In absolutno drži, vsaka država potem, oziroma država, če rečem bolj v tem smislu, neko kulturno okolje, po svojem jeziku jasno potem tudi razume neke določene krize, specifično recimo pandemijo in tako naprej. In pa seveda tudi glede na neko, še enkrat poudarjam to, mogoče tudi politično zgodovino. V Sloveniji vidimo, da ljudje hitreje razumejo neke precej avtoritativne zapovedi, ki jim potem radi oponirajo, medtem ko se v drugih državah pa mogoče bolj razlaga, pa ljudje vzamejo nase odgovornost, pa ni potem tega konflikta. Pač kulturne razlike. Je pa zanimivo tudi to, da mogoče je to prišlo malo bolj na dan zdaj v času koronavirusa. Čeprav sem prepričana, recimo, da če koronavirus umaknemo, torej da umaknemo to pandemijo stran in pogledamo druge primere, verjetno je še ogromno takih, kjer se ljudje pa recimo države, pa narodi na povsem samosvoj način odzovejo in tudi doživljajo. Torej ni samo koronavirus tista, ki je to pokazala, ampak koronavirus je pokazala najbolj to, recimo. Vsekakor, takoj ko nastopi neka kriza, ni nujno, da je to pandemija, lahko je to kakršnakoli kriza, je to hkrati način, kako se določene stvari, ki so že bile prisotne, skristalizirajo. To je prisotno tako v kliniki kot v politiki. Recimo v mesecu marcu, aprilu, ko je bila mogoče ta situacija najbolj intenzivna, situacija negotovosti, kjer se ni potem pravzaprav vedelo, kako in kaj. Za številne analizante je to pravzaprav pomenilo prvič po morda dolgem času, da so se soočali z nekimi vprašanji, ki so jih prej potlačevali, izključevali, kjer so pravzaprav razjasnili določena razmerja, določene odnose. Se pravi, vsaka tovrstna kritična situacija lahko na plan pravzaprav, bomo rekli, dvigne določene segmente, ki so bili prej nekje na dnu, ampak so, tako kot ste rekli, obstajali. Niso se na novo pojavili. Noben simptom, ki je nastopil v času pandemije, ni padel z milega neba. Koreni so bili že prej. Tako da vsaka tovrstna situacija je vedno čudovit povod, da pravzaprav razjasnimo določene zadeve in krenemo od tukaj naprej, na novo, na čisto. Kar je v bistvu po eni strani se mi zdi tudi
mogoče malo zastrašujoče za ljudi, ki so bili nekako navajeni stvari pometati pod preprogo, nekako se mogoče delati, da to ne obstaja, ali pa recimo tudi z uporabo izrazov malce sami sebe, v bistvu sami sebe okoli prinesti, po domače povedano. Ja, človek je ekspert za to, da si navleče razne iluzije, stvari, ki nimajo veze z realnostjo in tako dalje. Freud je nekoč rekel, človek se poskuša oziroma se na koncu lahko privadi na realnost, na resnico se pa ne more privaditi. In to je mogoče tisto najtežji izziv za vsakogar, ki pravzaprav to resnico izključuje, potlačuje, se ne želi soočiti s določenimi stvarmi in tako naprej. Kar pa ne pomeni, da z njimi ni soočen. Že. Najhujše je verjetno najhujše je tisti občutek resnice do samega sebe, oziroma tisto, bodimo pošteni do samega sebe in priznajmo si, kar je pač za si priznati, ker se mi zdi, da ravno na temu se potem lahko dela naprej, torej da se stvari premaknejo, da se izboljšajo. In prepričana sem, da recimo koronavirus nas je lahko že ogromno naučila in nas še bo marsikaj naučila. Tako na nivoju recimo posameznika, kot tudi družbe kot celote, ker nam omogoča en vpogled, ki brez nje, ne glede na to, koliko je huda, koliko je težka, kakšne bojo posledice, ne bi imeli. Zagotovo. Vsak tovrsten prelom je hkrati začetek. Takoj, ko se pojavi dezorientacija, se pojavi s tem tudi možnost nove orientacije. Je pa situacija pandemije zanimiva še potem, da je pravzaprav zajela vse. Se pravi, da ne obstaja nekdo, za katerega to vprašanje ne bi veljalo. Morda res zgodovinsko, da smo bili redko soočeni s tovrstnimi situacijami, ker krize vedno lahko prizadanejo nek določen segment, naj bo to v ekonomskem smislu, določen segment prebivalstva, naj bo to v smislu nekega okolja, neke države, nekega prostora, družine, se pravi nekih partikularnih entitet. To vprašanje pa je za vse in je vprašanje življenja in smrti za vse. Se pravi, verjetno zgodovinsko gledano zelo, zelo redka situacija, ampak še enkrat z ogromno potenciala za neko novost, tako v nekem znanstvenem smislu, političnem, pa tudi jasno subjektivnem. Je to izjemna priložnost, po mojem, tudi, da človek sam pri sebi ugotovi, kdo je in kaj si želi. Torej, da dejansko sam sebe spozna in si svojo zgodbo začne pisati naprej, na enih mogoče drugačnih temeljih. In se mi zdi, da tukaj recimo tudi ta psihosocialna podpora, ki ste jo v Moravčah vpeljali, glede na pač zmožnosti, ki so trenutno, glede na opcije, ki so, torej tudi glede na domet, ki ga lahko v takem kontekstu ima, izjemna priložnost za ljudi, da na en mogoče še drugačen način pogledajo na sebe in v sebe. Samota je lahko velika vrednota. In neka izolacija, neka prekinitev vezi, ki nas pravzaprav v narcistični družbi ves čas opredeljujemo. Se pravi, ves čas smo opredeljeni z tem, na kakšen način drugi mislijo o nas, na kakšen način delujemo v odnosu do drugih. Se pravi, ko pa nastopi neka prekinitev teh vezi, se pa znajdemo lahko sami. In soočeni pravzaprav s tistimi glavnimi vprašanji, ki zadevajo ne nekaj, kar se tiče drugih in ukvarjanja z drugimi, ampak predvsem svojo lastno pozicijo. In psihosocialna pomoč, ki smo jo organizirali v Moravčah, ki je slučajno sovpadla z začetkom pandemije, se pravi, pripravljen je bil ta program v vsakem primeru, ampak nismo pa načrtovali, da bo natanko z mesecem marcem to dobilo še neko drugo, širšo, bolj važno dimenzijo. In cilj je bil jasno predvsem v tem, kako se pravzaprav soočati z neko to novo nastalo situacijo, kako vzpostavljati neke nove vezi v situaciji, ko smo ločeni, izolirani in tako dalje. Se pravi, celo leto smo pravzaprav izvajali psihosocialno pomoč v tem širšem smislu.
Z mesecem decembrom pa smo pričeli z organizacijo tudi specializirane psihosocialne pomoči za onkološke bolnike, za bolnike z kroničnimi boleznimi, ki seveda potem poleg psihoanalitične obravnave zajamejo tudi nek ta specializiran vidik tega, glede na to, da gre za neko medicinsko vprašanje hkrati tudi. Imate občutek, da je mogoče ravno v tem času, ne vem, od marca do zdaj, recimo toliko mesecev je minilo, ne glede na to, da poleti smo lahko malo bolj svobodno, če dava v navednice, živeli, da je malo pripomoglo k temu mogoče, da se ljudje tudi na drugačen način tega zdaj lotevajo, torej da so bolj dovzetni za to, da ni več to taka sramota in da nekako je pripravljenost pri ljudeh, da želijo v sebi najti tisto moč, s katero lahko dejansko življenje obrnejo tam, kamor si želijo. Jaz bi si želela, da bi tako bilo. Največkrat žal moram reči, da nisem preveč optimistična pri tem, kaj se človek lahko iz kriz nauči. Lahko bi si seveda želeli, da bi se mnogo, pa se največkrat izkaže, da se tudi iz takih situacij človeštvo ni prav veliko naučilo, ne, tako da. Ja, seveda, vprašanje je, ne, če pogledamo Slovenijo, kaj smo pravzaprav iz tega potegnili, nekakšno lekcijo. Če lahko pravzaprav o lekciji pandemije sploh govorimo. Jaz bi rekla, da ja, da lekcije obstajajo na nekih dveh nivojih. Se pravi, to, o čemer je bilo že govora, se pravi preizpraševanje lastne odgovornosti in svobode. In pa seveda tega, na kakšen način lahko morda spoznamo nekaj v svojem ravnanju. Se pravi, kako se odzovemo recimo, ne vem, na novico o cepivu, kako se odzovemo na nove mere, na restrikcije, na omejevanja v družbi, ali smo histerično proti, ali smo submisivno za, ali iščemo v akademskem smislu neke odgovore. Skratka, ta aspekt mogoče nekega samorazumevanja v psihološkem smislu je prisoten. Kakšen učinek pa ima to na nezavedno, na strukturo vsakega, je pa drugo vprašanje. Jaz seveda iskreno upam, seveda, ne, kot sem rekla, da to lahko prinese neko novo znanje ali pa drugačno ravnanje, ampak glede tega bo čas pokazal. Kaj pa recimo skozi vaše oči nekako, ne bom rekla, jih napovedujete, ker nismo, ne, jasnovidni, nismo napovedovalci prihodnosti, ne, ampak kaj recimo bi se dalo na osnovi tega, kje smo danes, ker jaz sem osebno prepričana, da koronavirus bo minilo, to obdobje bo minilo, tako ali drugače, ker nobena stvar ni večna. Vsaka stvar ima nek začetek, nek vrh pa nek konec, ne, torej pride tudi konec nečesa, ampak nekako imam občutek, da pri tem letu 2020, kot da smo obstali nekako v korona situaciji in kot da nimamo nekih planov naprej, ker če recimo pogledava, če ne bi bilo letos koronavirusa, o čemu bi se midve danes pogovarjali? Verjetno bi bila že misel na poletne počitnice, na en način, ali pa vsaj prvomajske počitnice. Danes se mi zdi pa, kot da tej plani za prihodnost segajo mogoče en teden naprej. To je še, se mi zdi nekako zdaj v tem času maksimum. Torej, ali se bo šola začela po novem letu. Kot da ni več življenja pol, kot da ni več prihodnosti, kot da smo obtičali nekje. Se zelo strinjam, psihoanalitiki žal nimamo, ne, te čarobne krogle za napovedovanje prihodnosti. To filozofi imajo, ne, nam to ni dano, ampak seveda pa, kar se tiče nekih efektov postkoronskega obdobja, lahko da nastopi neka posttravma, ne, se pravi, da se šele, ko neka situacija mine, lahko pričnemo zavedati, kaj se nam je zgodilo. Predvsem tukaj govorimo o ljudeh, ki so imeli izkušnjo, recimo, da so njihovi bližnji zboleli, da so sami zboleli, da so nekoga izgubili in tako dalje. Se pravi, da so v procesu žalovanja, se pravi, da jih pandemija ni zadela samo mogoče na tem idejnem
nivoju, ne, spremembe življenja, delanja načrtov in tako dalje, ampak je pravzaprav korenito spremenila njihovo življenje. Kar se tiče pa tega aspekta, ne, kakšne posledice bi to lahko imelo, posttravma lahko nastopi ali pa tudi ne. Nek vidik, ki je pomemben znotraj tega, pa je predvsem, na kakšen način smo kovali te visoko leteče plane za prihodnost, kar je vedno na nek način že znamenje nevroze, če rečem v kliničnem smislu. Ljudje imajo veliko tendenco, da delajo velike načrte v prihodnosti, kaj vse bojo storili in tako naprej. Zakaj? Zato, ker je sedanjost nezadovoljujoča. Velike načrte delamo takrat, kadar pravzaprav v neki najbolj neposredni časovni bližini ni ničesar, na kar bi se želeli opreti. Tako da mogoče ta prekinitev s tem ni nujno slaba. Na nek način nas prisili, da živimo v sedanjem trenutku, tako kot pravzaprav ves čas živimo. Samo da neke fantazme naše so vedno usmerjene bodisi v neko prihodnost ali pa v daljno preteklost, zelo malokrat pa pravzaprav se soočamo s tem aktualnim momentom, kar pa kriza vedno jasno prinese. Prisili nas, da smo tukaj in zdaj, da smo pozorni na aktualni moment. In to je pravzaprav tudi največ, kar lahko storimo. Stopili bomo kmalu v novo leto, leto 2021. Kakšne bi bile recimo želje, vaše želje za vse tiste, ki so spremljali najin pogovor za leto 2021 in mogoče še za tudi kasneje? Jaz bi se tukaj navezala na etični imperativ, ki ga je postavil Jacques Lacan v zvezi z psihoanalizo. Se pravi, edini etični imperativ psihoanalize, ki izhaja iz povsem enostavnega vprašanja. Ali ste ravnali v skladu z vašo željo? Ali ravnate v skladu z željo, ki prebiva v vas? Mogoče je novo leto, pa tudi vsa, ki pridejo, velika priložnost za to, da se pravzaprav vprašamo po svoji lastni želji. Ker ko ravnamo v skladu z lastno željo, potem ni mesta melanholiji in nezadovoljstvu. Seveda pa želja vedno ohranja nek ta svoj tok, neko svojo metonimijo. Se pravi, uresničiti vse želje bi na nek način bilo predstavljalo nek določen konec. Tako da bom rekla, neka ta vez med uresničitvijo želje in ohranjanjem pravzaprav neke želje za prihodnost je mogoče tisti imperativ, etični imperativ, ki je ključen in seveda vse to bi gledalcem oziroma poslušalcem tudi zaželeli. Se pravi, ne popustite glede vaše želje. Pa da jih še nekaj ostane, mogoče tudi za kasnejša leta. Torej, da se nam ne Absolutno. uresničijo Za čim čisto več let. vsa, tako, da iščemo vedno nove in da skušamo vedno nove želje realizirati, ker prepričana sem, da jih imamo ogromno. Sam nekako nismo našli časa, prostora, možnosti, da bi jim prisluhnili, tako da mogoče je leto 2021 lahko tista prva stopnička, tisti prvi začetek in potem tako vsako leto naprej. Drži, se povsem strinjam.